Na slovenskih avtocestah se na začetku letošnjega leta veliko dogaja. Veliko zanimanja javnosti je požela predvsem novica o razširitvi prepovedi prehitevanja težkih tovornih vozil med Šentiljem in Koprom. In to novico je večina voznikov osebnih avtomobilov sprejela z odobravanjem. Sploh tisti vozniki, ki večino časa preživijo na primorskem ali štajerskem kraku avtoceste, dobro poznajo situacijo, ko na prehitevalnem pasu avtoceste obtičijo za voznikom tovornega vozila, ki celo po več kilometrov ne uspe prehiteti drugega počasnejšega tovornega vozila. Ko pride do takšnega prehitevanja dveh tovornih vozil, se nam zmanjša prepustnost avtoceste in po drugi strani moramo tudi vedeti, da ostali udeleženci motornih vozil v prometu postajajo bolj nervozni, delajo večje napake, ker enostavno ne morejo voziti po avtocesti na takšen način, za kar je avtocesta predvidena. Dars in Ministrstvo za infrastrukturo sta se zato odločila, da naredita korak naprej pri pretočnosti prometa. No, za kakšen korak naprej pravzaprav gre? Dejansko smo ukrep skoncentrirali na ure, kjer je prometa največ. Prej smo imeli 2 časovna intervala skozi cel dan, sedaj govorimo o enem časovnem intervalu med 6. uro zjutraj in 6. uro popoldne. Zelo pomembno pri tem pa je, da smo nekako sledili, da bo prepoved čim bolj enotna. To pomeni, da bodo vozniki tovornih vozil točno vedeli, kje je prepoved, to se pravi, zajeli smo celotno A1 od Šentilja do Kopra. Prej, pred 15. januarjem je bilo temu malo drugače, nekateri odseki so izpadli iz tega ven. Avtocesta od Šentilja do Kopra je ena najbolj tovorno obremenjenih. Gre namreč za del pomembnega 1600 km dolgega panevropskega koridorja, ki povezuje pomembna jadranska pristaniška središča z vzhodno Evropo. Odgovorni posebej poudarjajo, da ni šlo za enosmerno odločitev, ampak so se predstavniki prevoznikov z ukrepom strinjali. No, so se vozniki tovornjakov že navadili na nova pravila? Pri tej zadevi je tako, da kot pri vsakih drugih, kjer so neke spremembe, ljudje se jih moramo navaditi. Če gre za pozitivne, je prav, da jih tudi pozitivno sprejmemo. Naša opažanja gredo v smer, da je bil ta ukrep v bistvu dobrodošel, da pozitivno vpliva na same prometne tokove in da večina voznikov tovornih vozil upošteva prometno signalizacijo. Tako kot pri vsaki stvari, seveda tudi tukaj najdemo posameznike, ki kršijo, da tako rečem. Teh posameznikov ni tako hudo veliko, kot bi lahko nekdo pričakoval. Policija jih je v prvih 2 mesecih obravnavala tam okrog 300. Če so bile okoliščine nekaj lažje, smo za njih lahko izrekli tudi opozorilo, tako da stvar ni tako črno-bela, kot bi nekdo pričakoval. No, ampak za takšen ukrep seveda ni nujno, da prinese samo pozitivne lastnosti. Sami smo pri raziskovanju naleteli predvsem na 2 težavi. Kot prvo so uporabniki izpostavljali morebitno kolono tovornjakov, ki ne bi smela prehiteti zares počasno vozečega tovornjaka. Ta bi lahko recimo prevažal nevarne snovi ali pa bi šlo za izredni prevoz. Tovrstni ukrep velja potem za vsa tovorna vozila, ne glede na tovor, katerega vozijo. In to je bilo tudi predočeno avtoprevoznikom, da je enostavno tovorno vozilo, ki se, ne vem, zaradi kakšnega razloga ne bo moglo peljati več kot 80, se ga dejansko ne bo smelo v tistem obdobju prehiteti. Ampak z tega vidika mi nismo v tem času, to se pravi v slabih 2 mesecih, dobili kakšne posebne pritožbe. Ukrepu gre na roko dejstvo, da večina izrednih prevozov poteka po noči, ko novo pravilo ne velja. No, poleg tega pa so tam, kjer je vzpon strmejši oziroma kjer bi tovornjaki vozili počasneje, na voljo 3 pasovi na avtocesti in tam tovornjaki na skrajnih desnih 2 lahko prehitevajo. No, kot drugo pa bi lahko novo težavo predstavljalo težje vključevanje na avtocesto s pospeševalnega pasu.
No, ampak tudi tej težavi gre za zdaj, seveda v navednicah, na roko trenutna situacija. Mogoče so bili na začetku strahovi celo malo preveliki. Je pa res, da je v bistvu gostota prometa manjša, kot je bila pa pred to korono krizo, zato v bistvu enostavno ne moremo še čisto ugotoviti, kaj vse bi se lahko zgodilo. Pričakovali smo, da bo na uvozih in izvozih avtocest mogoče več težav, da se bodo vozniki težje izključevali. Tak vtis iz terena je, da ni toliko težav in da so se ne glede na to tudi vozniki tovornih vozil prilagodili, da vedo, da nekateri na odcepih zapuščajo avtocesto in da je potrebno, da pustijo dovolj prostora, da se vozniki varno izključijo. Vemo, da zapovedovanje in prepovedovanje že v vsakdanjem življenju nista najbolj dolgoročni oziroma optimalni rešitvi. Zato bomo gostoto prometa na slovenskih avtocestah na dolgi rok seveda reševali bolj celovito, na trajnostne načine. Ta ukrep ni uperjen proti uporabi avtoceste, daleč od tega, ampak dejstvo je, da gostoto tovornega prometa nasploh lahko uravnavamo zgolj z uporabo tudi drugih prevoznih sredstev. Vsekakor je pa narava prevozov takšna, da tovornjakov se z avtocest seveda ne bomo nikoli znebili. Lahko pa se že danes znebimo še veliko večje težave in nevarnosti, kot je zgolj prehitevanje tovornjakov. Naša sogovornika izpostavljata predvsem neupoštevanje varnostne razdalje. No, na to naj novi ukrep ne bi imel vpliva. A žal tudi zaradi dejstva, da se vozniki predpisane varnostne razdalje zelo pogosto že prej niso držali. In razdalja je še toliko bolj pomembna pri vožnji tovornih vozil, ki imajo lahko tudi 40 ton skupne mase. In takšno vozilo je v primeru nepredvidenega dogodka zares težko zaustaviti. Gre za sposobnosti človeškega telesa, človeških reakcij. In zato ne le v gostinskem lokalu in nakupovalnem centru, tudi na avtocesti se držite na varni distanci, pa čeprav obtičite za počasnim tovornjakom.